So napredne tehnologije zdravljenja lahko rešitev za nekatera rakava obolenja in redke genske bolezni. S tem se ukvarjajo v Centru za tehnologije genskih in celičnih terapij pod okriljem Kemijskega inštituta. Projekt vodi naša današnja gosta v podcastu, izredna profesorica doktorica Mojca Benčina. Je raziskovalka, kemičarka, v prostem času pa tudi zagrizena športnica. Ste prišli s kolesom? Ja, najprej vašim poslušalcem en tak lep pozdrav. Ja, dosem sem prekolesarila in mislim, da je bila to zelo prava odločitev, ker če pogledamo na naše ceste, ta moment vse stoji. Tako da kolesarjenje ni samo dobro za telo, ampak tudi pravzaprav eden tak primeren način premikanja v takem mestu, kot je Ljubljana. Kakšen dan je za vami? Pravzaprav zelo dinamičen. Začnemo, vsaj jaz začenjam precej zgodaj. Eden od razlogov je ta, da imaš malo mira na začetku, da delaš bolj take stvari, ki zahtevajo malo več miru. Pa kar dinamika, tako da moram reči, da je odkar smo začeli z tem projektom centra, moja dinamika dobila zelo pospešene obrate in delamo praktično na polno kar cel dan. Tako da zdaj prihajam iz službe direktno sem, pol ko zaključiva pogovor, se vračam nazaj. Znanost dnevno pravzaprav še kar odkriva nove oblike raka, nove genske bolezni, za katere še nimamo učinkovitih zdravil ali pa ne poznamo zdravljenja. Na Kemijskem inštitutu bolnikom obljubljate upanje? Jaz ne bi rekla samo na Kemijskem inštitutu, praktično kar nekaj raziskovalnih inštitucij v Sloveniji resno naslavlja izzive zdravljenja redkih bolezni, pa tudi bolezni raka, bom rekla temu, napreden način zdravljenja, kar pomeni tudi zelo personaliziran, se pravi, se dotika bolezni neposredno, naslavlja bolezen neposredno na pacienta, temu pravimo neke vrste personalizirana medicina in temu bom rekla, v to smer se obrača kar nekaj tudi klinikov. Kemijski inštitut je pa pravzaprav se tega lotil zelo raziskovalno v začetku z iskanjem nekih novih tehnologij, ki bi mogoče izboljšala učinkovitost in pa varnost samih terapij. Hkrati pa preverjamo oziroma iščemo načine, kjer bi lahko z nekim specifičnim načinom zdravljenja izboljšali oziroma naslovili več različnih bolezni. Zakaj je ta pristop mogoče malo bolj zanimiv? Je predvsem zato, ker lahko z tem pospešimo oziroma pocenimo same terapije, ki so pravzaprav za zdravljenje genskih bolezni izjemno drage. Pa kaj to konkretno pomeni v praksi? Da boste vi razvijali neke produkte, ki jih boste potem ponujali zdravnikom, ki bodo zdravili primerne bolnike, paciente? Ja, točno to. Mi že, ko smo začeli s tem projektom, smo sodelovali z hematologi in je bilo pravzaprav izpostavljeno vprašanje, ali lahko v okviru Slovenije najdemo način, da bomo pravzaprav da bodo pacienti bili deležni terapij, ne samo bom rekla, boljših terapij, ampak tudi cenejših terapij. In smo skupaj s hematologi nekako prepoznali, da nam manjka ta prostor, kjer bi pravzaprav te terapije lahko pripravili do te mere, da jih potem lahko zdravniki prevzamejo in z njimi pol naprej naslovijo bolezen pri pacientih. In to pravzaprav ta center, katerega poskušamo postaviti v tem slovenskem okolju, naslavlja. Torej, vi boste razvijali neka napredna zdravila do začetka teh kliničnih raziskav. Tako. Bodo
primerni vsi bolniki? Kdo bo odločal o tem, kdo je primeren za takšno zdravljenje? Raziskovalci si predvsem želimo, da bi naredili eno tako zdravilo, ki bi bilo univerzalno za vse, kar pa vemo iz prakse, da je praktično nemogoče. Se pravi, kateri bolniki oziroma katere bolezni bomo lahko naslovili, je precej odvisno od te tehnologije, kakršno razvijamo. Trenutno lahko naslavljamo pri imunoterapiji rakava obolenja, ki so vezana na hematološke rake. Seveda si pa želimo, da bi ta nabor rakov lahko razširili, zato je seveda potrebna čisto osnovna raziskave, ki so po svetu intenzivne in na podlagi teh spoznanj se potem upamo, v zelo kratkem času razvijajo nove terapije oziroma nove tehnologije, ki bodo naslovile tudi druge rake. Če pa gremo en korak še v stran, kjer govorimo pa o genskih boleznih, tukaj pa praktično govorimo nekako o resnično personalizirani medicini. Namreč pri redkih genskih boleznih govorimo o pacientih v svetovnem merilu od 40 pacientov pa do 2000 pacientov, potem pa že, in to so te ultra redke genske bolezni, ki se jih farmacevtska industrija običajno ne naslavlja za svojimi terapijami, in to pa so pravzaprav resnično redke bolezni z popolnoma novim načinom pristopa zdravljenja. Tukaj je pa izziv ne samo to, da potrebuješ veliko denarja, potrebuješ tudi kar nekaj znanja, da tako bolezen identificiraš ustrezno in potem tudi ustrezno nasloviš terapijo. CAR-T-celična terapija je že znana in tudi zelo uspešna. Kje jo uporabljate? Zakaj gre? Pri CAR-T-celični terapiji, mogoče za začetek, naši hematologi so vzpostavili v Sloveniji že ta del, kjer pravzaprav neposredno uporabljajo CAR-T-celično terapijo, ki so jo razvile že farmacevtska podjetja, in se po moje je za pričakovati, da bomo iz tega vidika v Sloveniji zdravili prve paciente v kratkem. Je pa seveda to način, da iz pacienta pacient donira svoje celice, se pravi zdravnik, klinik pobere celice, izolira te celice, to so celice, ki se prepoznavajo, v tem primeru lahko prepoznavajo rakave celice, jih dodatno spremeni z CAR-celičnimi receptorji, in s tem, ko te celice iz človeka, to so imunske celice, spremenimo, se pravzaprav vzpostavi nek mehanizem, da bodo celice specifično prepoznavale raka. V tem primeru preoblikujemo pacientove celice na način, da prepoznavajo raka pacienta. In to je, tako kot sem rekla, trenutno možno oziroma se uporablja za hematološke rake. Zakaj za hematološke rake? Namreč to so raki, ki so tesno vezani na določene celične spremembe, ki jih drugače ni. Drugače v zdravem, pri zdravem človeku teh sprememb ni, tako na ta način lahko potem naslovimo tovrstne rake. Bo vsaka terapija predpisana vsakemu bolniku posebej? Ja, jaz mislim, da v tem primeru začne se vedno z osnovnim pregledom, kakšne vrste raka pacient ima, in na podlagi te informacije, za katero vrsto raka gre, se potem terapija temu primerno prilagodi. Še vedno so pa to popolnoma precej v povojih tovrstne terapije, namreč še vedno se srečujemo tudi z nezaželenimi učinki. Namreč tukaj gre za terapijo, kjer mi celice pacienta naučimo prepoznavati določene signale, in če te signali niso izraženi izključno samo na rakavih celicah, predstavlja to dodatno tveganje za pacienta, ker lahko to prepoznavanje se potem preusmeri tudi na zdravo tkivo, kar pa nočemo. Se pravi, to je eden od izzivov. Drugi od izzivov, ki se ga srečujemo, je pravzaprav ta prekomeren odziv zdravljenja, kjer pa pravzaprav se
človeško telo ob tem zdravljenju odzove tako intenzivno, da pravzaprav samo sebi škodi. In na Kemijskem inštitutu se pravzaprav obračamo v to smer, da bi lažje nadzorovali ta segment, kako preprečiti ta prekomeren odziv človeškega telesa na zdravljenje, kar se pač s tem ukvarjajo tudi v svetu, intenzivno v svetu, ampak mi si nekako jemljemo to prednost, da za sintezno biologijo, ki je pri nas zelo dobro upeljana, ta problem naslavljamo mogoče mičken drugače. Ampak da ne bodo ljudje narobe razumeli, kateri bolniki se lahko najdejo v tej zgodbi? V tem primeru gre za bolnike, rakave bolnike, za katere klasičnega zdravila ni, ker vemo, da veliko rakov se zdravi oziroma se razvoj raka upočasnjuje z citostatiki. V primeru, da pa ta zdravila ne delujejo, in da teh zdravil pravzaprav nimamo, v tem primeru se nekako obrnemo na to imunoterapijo raka, kjer se uporablja kar T-celična terapija. Sedaj, kateri bolniki? Trenutno bolniki, ki imajo hematološke rake, kasneje pa upamo, da bodo to bolniki tudi drugih tipov raka. Kaj pa genske terapije konkretno? Gre za zdravljenje enega gena ali multigenske terapije? Tako je, mi imamo pri genskih boleznih imamo pač različne oblike genskih bolezni, mi raziskovalci pravimo temu monogenetske in multigenetske bolezni. Trenutno znamo z temi novimi tehnologijami naslavljati predvsem monogenetske bolezni. Kaj to pomeni? Če imamo mi neko mutacijo v genu in je ta ena samo mutacija povzroči spremembo oziroma inducira bolezensko stanje, v tem primeru lahko mi z gensko terapijo, z spreminjanjem tega gena popravimo oziroma izboljšamo stanje bolnika. V primeru, da gre za recimo mutacijo na način, da delovanje telesa, da se delovanje gena oziroma delovanje proteina, za katerega gen kodira, zmanjša, v tem primeru je ta zdravljenje mogoče mičken bolj univerzalno, malo bolj enostavno iz znanstvenega vidika, kot v primeru, da moramo zelo specifično spreminjati več kot en gen. Zato pravimo, da se trenutno umeščamo oziroma poskušamo naslavljati monogenetske bolezni. Omenili ste, da gre za več akterjev, več deležnikov v tem projektu. S kom vse boste sodelovali, sodelujete? So to zdravniki, drugi znanstveniki iz tujine, tudi društva morda? Ja, za projekt smo zasnovali zelo široko. Prvo je sodelovanje z raziskovalci samimi, in to ne samo raziskovalci v slovenskem področju, ampak raziskovalci v svetovnem merilu. Naslednji korak je sodelovanje z kliniki, namreč center brez klinikov je pravzaprav nekako tako, kot da bi ostali brez nadaljnjih naslednjih korakov, se pravi, so naši ta glavni, bom rekla, se skecen sliši, ampak stranke v končni fazi. Zelo pomembno je sodelovanje z bolniki, predvsem z društvi pacientov, ker posebej v primeru redkih genskih bolezni je ključno navezovanje z bolniki, namreč mi moramo poznati genetsko bolezen, hkrati pa moramo kljub temu, da poznamo, moramo zatem komunicirati ravno tako z pacienti. Čeprav raziskovalci načeloma z pacienti ne komuniciramo neposredno, vendar preko klinikov se je izkazala komunikacija z društvi pacientov ključna pri razvoju recimo genetskih terapij oziroma tehnologij za zdravljenje genskih bolezni. Seveda je pa eden od takih segmentov naslavljanja tudi politika oziroma naše podpora naši dejavnosti. V tem se naslavlja Ministrstvo za visoko šolstvo in pa tudi Ministrstvo za zdravje. Namreč treba je
povedati, da same raziskave na tem področju niso poceni, razvoj oziroma priprava zdravil, kljub temu, da to poteka v Sloveniji na domačem pragu, ravno tako zahteva enake kemikalije oziroma enake surovine kot v Ameriki ali pa v drugih državah Evrope, in to je pravzaprav nek segment, ki ga bo treba še vedno nasloviti tudi z deležniki, kot so Ministrstvo za zdravje in pa Ministrstvo za visoko šolstvo. Lahko pacienti računajo tudi na trajno ozdravitev s takimi konkretnimi terapijami? Ja, predvsem v smislu genetske, se pravi genske terapije, v tem primeru ja. Ker če mi uspešno uspemo nasloviti izboljšanje delovanja encima, ki je recimo okvarjen, oziroma proteina, ki ga ni, v tem primeru je to pravzaprav neka trajno izboljšanje. Pri imunoterapiji raka je pa zaenkrat težko opredeliti, a je ta terapija dolgotrajna ali jo je potrebno ponavljati. Vendar, ker imamo že celice pripravljene, jih pravzaprav lahko ponovno apliciramo v pacienta. To se sliši vse zelo lepo, pa lahko te terapije tudi škodujejo pacientom. Seveda, tako kot je, govorimo pravzaprav o naprednih terapijah, ki pa so pravzaprav pacientom na voljo zelo kratek čas. In pravzaprav bo čas pokazal, prvič, kako dolgo oziroma kako uspešne te terapije so, in tudi kako zdrave oziroma kako nenevarne so te terapije. In iz tega vidika pričakujemo seveda še kakšno mi temu pravimo iteracijo oziroma izboljšavo tehnologije, ki obstaja sedaj. Če pogledava nekaj številk, okoli 5% ljudi v svetu ima neko obliko redke genetske bolezni, takih je okoli 100,000 Slovencev. Eden od 3 ljudi se v življenju sooči z rakom. Verjetno ne boste zdravili vseh bolezni in vseh redkih genskih bolezni. Ja, to je pravzaprav eno zelo pomembno vprašanje. Namreč mi kot raziskovalna inštitucija in pa tudi kasneje kot center ne bomo tisti, ki bomo odločali, koga zdraviti. To je še vedno na strani klinikov in se bodo kliniki pravzaprav opredelili, katero bolezen so pripravljeni naslavljati oziroma katero bolezen bodo naslavljali. Nimamo takih kapacitet, da bi praktično v enem trenutku naslovili vse potrebe za slovenske paciente. Tako da to je seveda na strani klinikov. Mi si želimo, da z sodelovanjem z tujimi partnerji, namreč tukaj treba izpostaviti, da sam center v nastajanju se bo povezal oziroma se že povezuje z tujimi partnerji iz Nizozemske, Anglije, Nemčije, da bomo pravzaprav vzpostavili neko mrežo, namreč oni ravno tako razvijajo tehnologije in načeloma nam je v interesu, da vsak razvija drugo tehnologijo in bomo potem v tem portfelju tehnologij lahko slovenskim pacientom nudili neposredno povezavo tudi z nemško kliniko in nemškim pacientom povezavo z slovensko kliniko in bomo pol v tem primeru naslovili paciente glede na tehnologijo, ki jo razvijamo. Tako da jaz pričakujem, da z nekim umeščanjem našega centra tudi v ta evropski kontekst bomo izboljšali dostopnost do zdravljenja slovenskim pacientom. Čeprav verjamem oziroma vem, da slovenski kliniki že sedaj intenzivno sodelujejo z tujimi kliniki v recimo vzpostavljanju neke mreže zdravljenja za genske bolezni in imunoterapijo raka. Gre za 30-milijonski projekt, v načrtu so tudi novi prostori. Kdaj bo nova stavba? Ja, ravno pred tem sem imela sestanek na tematiko nove stavbe. Trenutno poteka razpis za natečaj, za arhitekturni natečaj. Mi seveda, raziskovalci, si želimo, da bi bila stavba že postavljena, ker
pač imamo potrebe po prostorih neverjetne na Kemijskem inštitutu. Načeloma po časovnici, ki je opredeljena v projektu, bi mogla nova stavba stati leta 2027. To pomeni, da takrat se ne samo, da se raziskovalni del seli v novo stavbo, ampak tudi produkcijski del. Tako da jaz upam, da bo šlo vse po načrtu. Vemo, da smo Slovenci zelo iznajdljivi pri postavljanju ovir. Jaz upam, da v tem primeru bomo bili dosti pametni pa razumni, da bomo se tega izognili. Tako da 2027 je tista lučnica, na katero ciljamo. Koliko ljudi bo sodelovalo? Zdaj v samem začetku seveda tisti operativci, ki so potrebni za to, da sama, postavitev centra, fizično stavba se nekako postavi, da se umestijo noter vse ustrezne tehnologije, ki so potrebne. Vzporedno že sedaj, oziroma smo že začeli pred 10 leti, se razvijajo te nove tehnologije, tako da to pravzaprav teče in se bo ta projekt oziroma raziskave se bodo samo širile. Zaposlenih koliko, v projekciji predvidevamo 20 polno zaposlenih na centru, ki bodo operativci, ki bodo praktično upomočili delovanje centra samega, medtem ko na področju znanstveno-raziskovalnega dela pa je ravno tako želja, da imamo vsaj 20 zaposlenih, upam, da pa jih bo bistveno več. Veliko Slovencev pozna zgodbo o malem Urbanu. Kako ste na Kemijskem inštitutu vpeti v ta projekt? Pravzaprav na željo staršev. Hvala za to vprašanje. To je pravzaprav ena taka dobra zgodba in mogoče en tak model, kako pristopiti k zdravljenju oziroma k razvoju terapij za redke bolezni. Tukaj je pač mama Urbana, Špela Mirošević, naredila veliko kampanjo, izjemno uspešno kampanjo za zbiranje sredstev in je pravzaprav sama kot z vidika društva pacientov naslovila raziskovalce, ali smo sposobni razviti terapijo v nekem doglednem času. In ta projekt je stekel tako lepo, se pravi, izbrali so se raziskovalci iz Avstralije, Italije, z Kemijskega inštituta, kliničnega centra in pa Amerike in smo praktično skupaj v letu in pol, 2 letih prišli do neke razmeroma dobre rešitve za zdravljenje te genske bolezni in trenutno potekajo raziskave že v predklinične oziroma predklinične raziskave v tem kontekstu in računamo, da bi do konca leta 2024 imeli zdravilo, ki bi pridobilo dovoljenje tudi agencije za zdravila, a ne za uporabo. Namreč v celotni fazi razvoja smo vpletli tudi Evropsko agencijo za zdravila, se pravi EMO in pa slovensko AZMP, ker nam na koncu še vedno regulatorji pravzaprav dajo dovoljenje ali ne. In ta projekt kaže, kako pomembno je pravzaprav sodelovanje z društvom pacientov. Namreč, če ne bi bilo za nami nekoga, ki ima točno določen cilj, bi verjetno ta razvoj sicer prišel nekje do konca, ampak bi to trajalo bistveno dalj časa. Da bo gledalcem jasno, poslušalcem, kakšno okvaro ima Urban? Gre za, mi pravimo CTNNB1 mutacijo, gre pravzaprav za zmanjšano aktivnost oziroma delovanje beta-katenina. Še eno področje, s katerim se ukvarjate, to je sonogenetika s pomočjo ultrazvoka. Kaj to pomeni konkretno? Kaj delate? Sonogenetika je pravzaprav en tak zanimiv pristop uporabe ultrazvoka za uravnavanje delovanja celic. Nekako smo razmišljali, kako bi mi, če se postavimo recimo v vidik raka, ko ima pacient tumor, mi lahko ta tumor zdravimo
seveda sistemsko, da pojemo tableto, da dobimo citostatike in s tem pravzaprav vplivamo na razvoj celotnega telesa z temi zdravili. In sem rekla, kaj bi bilo, če bi mi pravzaprav to spremembo okolja, okoli raka, uspeli inducirati oziroma pospešiti z ultrazvokom. S tem, da dodamo v bližino raka neke celice, ki se na ultrazvok dobro odzivajo. Tako smo pripravili celice, ki smo jim noter dodali terapevtike, uporabljali ultrazvok in smo z ultrazvokom pravzaprav prižgali, se pravi aktivirali celice, da so pravzaprav naredile svojo domačo nalogo in so samo v tisti okolici, kjer celice so, sproščale neke, bom rekla, kemikalije, ki so pozitivno delovale na zdravljenje tega stanja, ki smo ga preverjali. Napredni načini zdravljenja po vašem potem so prihodnost in vi ste zelo optimistični glede tega, ne? Ja, ne. Mi na Kemijskem inštitutu verjamemo v to, v vsakem primeru moramo verjeti, ampak resnično verjamemo v to, da napredni načini zdravljenja so prihodnost. Seveda imajo še, bom rekla, mi pravimo temu porodne težave, ne samo v Sloveniji, tudi svetovno v Evropi, se učimo na napakah oziroma na rezultatih in upam, da v kratkem bomo imeli kakšno zgodbo o uspehu tudi v Sloveniji. Ste ugledna znanstvenica, Preglova nagrajenka. Kako si spočijete? Kako spočijete možgane v vsem tem raziskovalnem delu? Kot ste omenili, sem športnica, najlažje je počivati možgane s tem, da gremo čisto na drugo stran, se pravi namesto sedečega dela in branja take in drugačne literature, pravzaprav nekaj fizičnega in to je šport. Jaz drugače, bom rekla, sem zaprisežen tekač na snegu, se pravi kot smučarski tek. Ko snega zmanjka, se spravimo na kolo in pa na... Ampak začeli ste pa s smučanjem, ne? Ja, začela sem pa s smučanjem. V mladih letih sem pa smučala, alpsko smučanje, ja. Tako da je to ena od takih pomembnih sprostitvenih segmentov, se pravi sobote pa nedelje so namenjene za šport, ker pa imam doma tudi čebele, in pa mičken sadovnjaka, pol treba tudi kakšen vikend posvetiti kmetijstvu. Pa jadralno padalstvo vam tudi ni tuje? Jadralno padalstvo smo mogli mičken pospraviti v en kot, čisto preprosto zato, ker zmanjkuje časa. Pred centrom oziroma pred recimo temu resnim delom v znanosti, je bilo pa jadralno padalstvo eno takih zelo lepih sprostitev. Zdaj pa časa zmanjkuje. Ampak adrenalinskih verjetno, ki zahteva veliko psihofizične moči tudi? Ja, to je pa res. Je mičkanje adrenalina, ampak je pa izjemno lepo, ko si tam na višini, gledaš dol pravzaprav to našo zemljo, ki je tako lepa, to našo pokrajino, tako da je iz tega vidika je pa sprostitev. Lepa hvala za obisk, vse dobro v vašem prihodnjem delu, vam in vašim sodelavcem. Ja, hvala tudi vam. Do prihodnjič vas iz podcasta lepo pozdravljam, Nataša Repovž.